Kučana. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani župan Ljubljane, mesta gostiteljice, spoštovane in drage borke in borci, dragi prijatelji. Med nami ste tudi tisti, ki se spominjate 9. maja pred 70 leti. Vas še posebej pozdravljam. Pritrdili mi boste, da je bilo veselje tistega sončnega pomladnega dne velikansko in iskreno. Končana je bila večletna mora. Pesem srečnih ljudi je odmevala povsod, s cvetjem so pričakali osvoboditelje in se jim zahvaljevali. Tudi tu, v Ljubljani, v srcu slovenskega odpora. Z žico zasužnjeno uporno mesto ni bilo nikoli pokorjeno. Ljubljana je bila in ostala mesto heroj. Sam si štejem v čast, da sem njen častni občan. Spomin na tisti čas je trajno vklesan tudi v pot spominov in tovarištva. Idejo upora in svobode vsako leto znova oživljajo novi rodovi Slovencev z množičnim pohodom okrog mesta. Svobodoljubja ni mogoče zatreti. Ni mogoče pokoriti naroda, ki se zaveda pravičnosti svojega boja. To smo potrdili tudi Slovenci. Odločitev za oborožen odpor je prepričljivo zanikala usodo majhnosti in nemoči slovenstva. Pluralistična, osvobodilna narodna organizacija znotraj Hitlerjeve Evrope že aprila 1941 je bil izjemno zgoden in zrel političen odziv. Ni šlo le za obrambo golega življenja. To je bila odločitev za dejaven in ustvarjalen vstop Slovencev v nastajajoči novi svet. Bila je odločitev za dom, za svobodo in tudi za drugačno, boljšo, pravičnejšo družbo. Upor je bil zgodovinsko, politično daljnovidno in državotvorno dejanje. Za vselej nam je določil mesto med narodi, ki so svojo medvojno opredelitvijo ustvarili temelje sodobnega sveta. Odločitev za boj proti barbarstvu v Evropi danes ni le sestavina naše demokracije, je tudi temelj naše suverenosti. Slovenci smo takrat bili evropski. Zavestjo in dejanji smo bili združeni svobodoljubno in demokratično Evropo. Podobnost ciljev Osvobodilne fronte in zavezniške koalicije govori o tem dovolj prepričljivo. Osnovni pogoj za nastanek protifašistične zveze narodov, utemeljene z Atlantsko listino in za njeno zmago, je bil oborožen odpor. Nihče od zaveznikov takrat ni razmišljal o tem, da je odpor nesmiseln, kot še vedno odmeva v delu slovenske politike. Zato tudi ob tej obletnici velja poudariti, da ujetost sedanjih državnikov v geopolitične interese velikih držav nič in nihče ne odvezuje zaveze, da ostanejo zvesti besedam miru in upanja velikih državnikov takratnega zmagovitega časa, ki so obljubili nikoli več.
Spoštovani, v najbolj kritičnem trenutku narodovega obstoja smo bili Slovenci na višini zgodovinskih znamenj časa. Bili smo velik narod. Odpor je temeljil na globokem prepričanju, da je za